važno, da otroke vzgojimo o tem, kako važna je pravilna zdrava prehrana in veliko gibanje, ker to je vzrok za skoraj 60% vseh rakov. Dober dan. Ta diagnoza rak ni vedno konec. Veliko bolnikov pravi, da so se potem resetirali in da so naredili nekaj boljšega, da so začeli bolj polno živeti. Moje ime je Cvetka Grašič Kuhar, sem specialistka internistska onkologinja na Onkološkem inštitutu. Z onkologijo se ukvarjam že od leta 2001. V bistvu je to eno področje, ki je zelo zanimivo, vendar tudi zelo težko za delati. Jaz se v glavnem ukvarjam z zdravljenjem raka dojk, potem raka glave in vratu ter raka ščitnice. Število novih bolnikov, ki zboli za raka, vsako leto narašča in trenutno jih je že okrog 17.000 letno. Da uživamo veliko raznovrstne zelenjave, sadja. Meso ni treba uživati vsak dan, predvsem pa meso naj ne bo procesirano, se pravi predelano. To se ugotavlja v zadnjem času, da je zaradi tega veliko več rakov želodca in črevesja in to pri mladih ljudeh. Človeški mikrobiom, se pravi raznovrstnost teh bakterij v črevesju, se vzpostavi že nekako do 3., 4. leta. Ta mikrobiom je zelo pomemben ne samo pred obrambo pred mikroorganizmi, okužbami, ampak tudi obrambo proti rakavim celicam. Oteženo požiranje ali bolečine pri požiranju, da se pojavi neko izkašljevanje krvi, neka zatrdlina na telesu, recimo toča obraza, ki je neboleča, zatrdlina na vratu, se pravi povečana bliskavka, zatrdlina v dojki, kjerkoli drugje, je treba to in zdravniku, da se verificira, citološko punktira in potem naredi ustrezna diagnostika. Če obstaja hujšanje, povajkanje energije, vse to so znaki, da se nekaj dogaja v telesu. Potem tudi sprememba režima odvajanja blata, recimo, da ste zaprti, pa imate spet driske, da ste napihnjeni, oziroma da imate na koži neko novo spremembo. Vse, kar je drugače, kot je bilo nekoč. V življenje gledam čisto drugače. Večina bolnikov, ki pride k nam, pravi, no, zdaj se pa glih upokojil, zdaj se pa zbolel. Ali pa glih največ sem planiral, pa to, zdaj se pa zbolel. Pač rak nikoli ne pride povabljen, nikoli ni nekako dobrodošel, ampak v bistvu potem se je treba s to diagnozo sprijazniti in si reči, se bom boril, večino rakov ozdravimo in potem jih samo spremljamo naprej. Pri nekaterih se pa žal bolezen ponovi, ampak še vedno je naša naloga, da je ta kvaliteta življenja, ki jo potem imajo, čim boljša in da živijo čim bolj normalno življenje do konca. Za ženske po 50. letu je presjalna mamografija. Potem za ženske in moške po 50. letu je preventivni program za zgodnje odkrivanje raka debelega črevesa in danke. In za ženske od 21. leta naprej je zgodnje odkrivanje raka materničnega vratu. Rak jeter, cepljenje proti hepatitisu B in pa cepljenje proti HPV pa prepreči raka materničnega vratu, poleg tega pa, kar je mogoče manj znano, tudi rak ustnega dela žrela. In teh rakov je v zadnjem času kar več, tako kot v zahodnem svetu. Manj je kadilskih rakov, več je pa teh rakov in tak rak se pojavi v bistvu, takih rakov imamo v zadnjem času kar enega na teden. Če je nekaj resnega, je treba pač vztrajati, da imate težave in boste prišli prej na vrsto, ker, zakaj je to pomembno? Če se rak odkrije v zgodnji fazi, je ozdravljivost veliko večja, poleg tega so pa tudi posledice zdravljenja veliko manjše. Imamo v zadnjih letih, desetletjih vedno več uspešnih metod diagnostike in pa zdravljenja.